Z generatorji prometa opisujemo naše cilje vsakodnevnih potovanj. To so praviloma podjetja, pisarne, nakupovalni centri, šole, torej tisti cilji potovanj, ki jih vsakodnevno upravljamo. Več kot take stavbe, lokacije ustvarjajo ali pa privabljajo potovanj, bolj so pomembne v smislu generatorjev in bolj je pomembno, da se z njimi ukvarjamo. Večji povzročitelji ali generatorji prometa so stavbe, območja ali dogodki, ki s svojo dejavnostjo povzročajo tolikšen promet ljudi ali blaga, da je treba z dodatnimi ukrepi zagotavljati kakovost bivanja in dostopnost v njihovem zaledju. Zaradi obsega prometa, ki ga povzročajo, so deležni posebne obravnave v prometnem in prostorskem načrtovanju. Reševanje prometa na teh lokacijah, v generatorjih prometa, rešujemo z neko vrsto prometne politike teh lokacij, ki jo imenujemo mobilnostni načrti. Ideja te prometne politike pa je, da dostopnost teh lokacij naredimo čim bolj učinkovite, enostavne, s čim manj vpliva na okolje, na obiskovalce, da na koncu ta politika rezultira, da je ta pot ali pa dostop do teh lokacij čim bolj enostaven, prijeten in ne povzroča preveč stresa in negativnih vplivov. Dobro jutro. Jutro. A rabite pomoč? Pa bi vas res rad nekaj vprašal. Ja, povejte. Jaz sem prišel na razgovor za službo, ker sem nekje slišal, da tukaj na FRI-ju zelo spodbujajo to, da zaposleni hodijo s kolesom v službo. A je to res? Aha, ja, v bistvu je res, ja. Fakulteta je v bistvu za vse zaposlene uvedla plačilo parkirišče, hkrati pa je uredila tole napredno kolesarnico, pa tudi možnost izposoje službenega kolesa imamo, tako da strastni kolesarji, res. To je vrhunsko. Moram pa samo še to zanimati. Imate, gospodična, slučajno 5 minut? Do nedavnega je bila uporaba pešačenja in kolesarjenja v transportne namene v večini, bom rekla, srednje ali pa visoko razvitih držav stigmatizirano. Oziroma je veljalo, da je to sramotno vedenje, ker to nakazuje na to, da si tovrstni uporabniki ne morejo privoščiti motoriziranih prevoznih sredstev. V zadnjem desetletju pa zaradi sprememb podnebja in onesnaženosti zraka ter vedno večjega zavedanja posameznika in družbe, da je telesna dejavnost dejansko koristna za zdravje in lahko vpliva tudi na manj onesnaženo okolje, pa prihaja zopet v modo tako imenovani aktivni transport. Najtežje spreminjamo nekaj, kar smo navajeni početi vsak dan. Zato je treba imeti tle res en celovit nabor ukrepov, s katerimi pristopimo k reševanju. Samo en ukrep ne bo nikoli pripeljal spremembe. Mi lahko razgradimo na primer kolesarsko povezavo, pa ljudje za njo ne bodo vedeli. Ali obratno, promoviramo neke načine trajnostnega potovanja, pa ne ponudimo dobrega javnega prevoza. Skratka, pogledati moramo in na tako imenovane trde ukrepe, se pravi zagotavljanje storitev javnega prevoza, dobre, kvalitetne infrastrukture na eni strani, na drugi strani pa te mehki ukrepi, ki spodbujajo, ozaveščajo in usmerjajo ljudi, da dejansko počnejo nekaj drugače. In to je tek na dolge proge, tu se nič ne zgodi čez noč, tako da je treba veliko sistematičnega, strokovnega dela in vztrajnosti, predvsem pa tudi seveda politične podpore, da se zadeve zgodijo. Bravo! Bravo! Prva!
Prvo soočanje z bici vlakom je bilo pravzaprav kot dobra ideja mojega sodelavca, ko smo se priključili Evropskemu tednu mobilnosti, ki ga je organizirala občina Polzela. Prva prednost je zagotovo to zanimanje otroka, ne, da gremo v šolo s kolesom, pa tudi ta velika prednost, da naše najmlajše navajamo na varno pot in hkrati tudi zelo zdravo pot. In tako je bici vlak tudi našel svojo pot do naših src in tudi do naših domov. Res, da ne moremo ga izvajati skozi vse šolsko leto, imamo pa določen čas v šolskem letu, ko se to da izpeljati, to je ponavadi v jesenskem času in pa spomladanskem času. Ne, jaz sem pa nime doma. Bravo! O, me veseli, da ste prišli. Gremo v šolo? Ja. Ok, kar lepo en za drugim. Pejmo! Ravno ta priložnost, da se vključimo v ta občinski del Evropskega tedna mobilnosti, nam je dal neke izzive, kako lahko pokoristimo in zberemo sredstva za neke koristne zadeve. Tako sem predlagala, da nakupimo tudi nekaj koles, pridobili smo tudi poligon in tako dodali še eno dodano vrednost temu Evropskemu tednu mobilnosti. Občina kot ustanoviteljica pa nam je zgradila novo kolesarnico, kjer lahko zdaj varno shranimo kolesa. Moram povedati, da smo bili zelo uspešni, kajti vsako leto je več kolesarjev, ki prihajajo v šolo s kolesi in sem navdušena sploh v tem poletnem času, da otroci radi koristijo to prevozno sredstvo, skrbijo za svoje telo, hkrati tudi za ozračje, pa nekaj naredijo tudi za nas vse skupaj. Otroci se sami ne odločajo, kako bodo potovali, ampak če jih poprašamo, kako si želijo, pa v večini šol dobimo večinski odgovor, najprej s kolesom, potem peš in avto starši ali pa javni prevoz so na zadnjem mestu. Odločitve staršev so pa nek začaran krog, ker prva ideja staršev je varnost, druga ideja je čim bolj tekoče dostavljanje otrok, predvsem zjutraj, ko se jim mudi v službo in so ujeti v konice. In v bistvu je treba delati tako starši kot z otroci, predvsem pa z šolo in z občino, da ustvari razmere, ko bo hoja in kolesarjenje tako staršem kot otrokom bistveno bolj privlačna, sprejemljiva in više na njihovi prioritetni lestvici. Prišel, videl, zmagal. Ja, v Zrečah si bom lahko od blizu ogledal, kako lahko s pravilno prometno ureditvijo izboljšamo dostopnost generatorjev prometa za vse uporabnike. A vi greste tudi na avtobus? Ja. Kaj greste v službo? Ne, šolo. A v šolo? A vi tudi? Jaz sem tudi v šolo. Kje imate pa pol? Mi je nimamo. Ja, ne rabimo. A ne rabite? Za prvi razred. A ja, to je samo za prvi razred. Bom pa jaz tudi to dal dol. O, živijo punce. A tudi na avtobus čakate? Ja. O, super. Se vsak dan z avtobusom vozite? Ja. Ja. Vsak dan, a? No, se pravi, nikoli ne greste recimo z rolko ali pa z rolerji dol? Ne. Mislim, kad dol bi lahko šli, ne? Ja, gor pa ne. Gor bi bilo težje. Kaj pa s kolesom? Ja, tudi. Koliko kilometrov pa je? 12 kilometrov. Ja, to bi bili že kar Rogličih malo, če bi tako sami. V osnovni šoli Zreče se glede te trajnostne mobilnosti precej povezujemo tudi z občino Zreče. Občina Zreče nam je zagotovila novo moderno avtobusno postajo, s tem olajšala v bistvu prihod v šolo učencem in tudi staršem, ki otroke pripeljejo, da vse poteka bolj enostavno in predvsem bolj varno na avtobusni postaji. Kaj pa to? A mi zna kdo razložiti? Slišal sem, da obstaja pri vas nek kiss and go. Vem, da ga starši pripeljajo do šole in potem da lupčka in otrok gre v šolo. Ja, pa samo starši se čim prej odpeljajo. Da ni preveč gneče pred šolo. Ja, tak, ja. In da je lahko okrog šole lažje hoditi in vse. Ja. To je pa super. To parkirišče po Ljubi in Odpelji so projektirali takrat, ko smo dobili avtobusno postajo tudi. Ideja tega je bila, da se čim bolj zmanjša število stoječih avtomobilov v okolici šole oziroma da tisti starši, ki pač morajo otroka pripeljati v šolo, ker drugače ne gre, to lahko opravijo s čim manj napora za njih in tudi za otroka, se pravi, se ustavijo, otrok izstopi in gre peš po varni poti do šole.
Dobro jutro, Skomarje, spet ste zadnji. Pa vidim, da imate novega sošolca. Ja, sem še ne vem, ali grem bolj v 5. razred ali bolj 9. Glede na brke bi jaz predlagal 9. Ker v 9. pa že imajo bolj brke. Izvolite, saj ste pozni, ker je že zvonilo. Pejmo hitro. Jaz že nekaj let hodim v službo s kolesom, večinoma, ne izključno s kolesom. Moram povedati, da sem se dolgo pripravljal na to spremembo, da sem najprej kombiniral vlak, kolo, potem pa, ko sem pa enkrat poskusil, sem pa videl, da v bistvu je to popolnoma izvedljivo, zelo prijetno in tudi skozi večino leta se to da izvesti. Jaz se vozim na delo 12 km, kar je približno 40 minut vožnje, kar je povsem primerljivo tudi z vožnjo z avtomobilom v jutranji konici. V mojem delovnem okolju, se pravi na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, tu je kolesarjenje zaposlenih spodbujano s strani vodstva. Inštitut ima eno manjšo floto službenih koles, pred kratkim smo jo dopolnili tudi z električnimi kolesi. Ta kolesa se predvsem uporabljajo za dnevne poti, za poti na sestanke. Skrbi pa inštitut tudi za te, ki kolesarimo na delo z organizacijo vsako leto spomladi servisa koles, ki jih uporabljamo za prihod na delo. Zjutraj pride serviser, prevzame naša kolesa, opravi pregled in hiter servis in ob koncu dneva so kolesa pripravljena in tudi to je ena taka enostavna, cenovno ugodna pobuda, ki jo že več let izvajamo in je zelo dobro sprejeta med zaposlenimi. Kot osnova, ki jo mora delodajalec zagotoviti, da lahko zaposleni prihajajo na delo s kolesom, je ta osnovna infrastruktura, torej varno parkiranje kolesa. Potem pa je tu možno praktično neomejeno, kako lahko delodajalci spodbujajo, kažejo naklonjenost kolesarjem. Mislim, da ključno pri tem je pa, da tudi vodstvo na svojem primeru kaže, da podpira kolesarjenje s kolesarjenjem, torej da nima direktor največjega avtomobila parkiranega tik pred vrati, ampak da vsaj občasno na delo pride s kolesom. Na področju upravljanja prometa v zvezi z velikimi generatorji se bomo v prihodnosti usmerili predvsem na bolj poglobljeno integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. V praksi to pomeni, da bomo že v fazi načrtovanja premislili, kako bomo nek objekt umestili v prostor. Tle je velika razlika, upravljamo mi promet obstoječe stavbe ali neke novogradnje. Ker na obstoječi lokaciji težko ene stvari popraviš. Pri novogradnji pa lahko vnaprej načrtuješ tako, da bo ta stavba, ko bo zaživela, imela čim manjši negativni vpliv na okolico z vidika povečanih prometnih tokov. Vam lahko kako pomagam? Ja, pa res, zamudil sem svoj avtobus za Mokronog in sem slišal, da imate na Revozu tudi svoje avtobuse, pa bi se rad uštulil. Ja, vsekakor imamo kar nekaj avtobusnih linij, tam nekje okoli 50 na danih pripelje in odpelje iz tovarne. 50 avtobusov? Ja. Mi smo eno največjih slovenskih podjetij, ki ima organiziran avtobusni prevoz za svoje zaposlene. In na ta način nekako
poskrbimo, da je ta odtis naše tovarne nekoliko manjši na lokalno okolje. Čeprav moram reči, da je malo zanimivo, glede na to, da izdelujete avtomobile, da ne date kar pač vsakmu zaposlenemu en avto, ne, pa naj se vozi sama. Ne. Ja, mogoče se to res nekje v osnovi malo krega z našim poslanstvom, ampak menimo, da je neka prihodnost, neka daljnoročnost bolj pomembna od tistega enkratnega efekta. Če bi vsakdo kupil en avtomobil za prevoz na delo, vseeno želimo, da ta tovarna ostane, da traja in da nekako živi v nekem sožitju s tem lokalnim okoljem. Ja, na avtobusu je pa fajn tudi to, da se človek lahko pogovarja z različnimi ljudmi, malo poklepeta, ne? Ja, fajn je poklepetati s sodelavci Jože, ampak če želite priti v Mokronog, ura je čas. Moram iti. Aha, kam pa, v katero smer sem šel? Tamle. Super, hvala lepa. Adijo. To je pa fajn. Veliko prostora, pa ne rabiš voziti. Ne rabiš parkinga. Ne rabiš parkinga, seveda. Ne rabiš na policaje gledati, kje te bodo ustavili, če greš prehiter. Ja. Ja, kar je ena prednost, bi rekel, tale avtobus, jaz ga že odle uporabljam, ne vem. Že od prvega dneva, ko sem šel v prevoz, sem šel z avtobusom, ne. In koliko časa ste že pri prevozu? Ja, zdaj 32 let. 32 let se že lepo uporabljate avtobus za prevoz na delo. Je tako, ja. In je bolj udoben in je vse skupaj bolj enostavno. Seveda, se usedeš, počekiraš telefon, muziko poslušaš. Včasih časopis, ne, zdaj pa telefon. Ja, zdaj je to bolj praktično, ne, tudi časopis lahko v telefonu pregledaš, ne. S čim je pa človek hitrej na delovnem mestu? Z avtom ali z avtobusom? Itak, da si hitrej z avtobusom, ne, zdaj, če bi mogel parkirati, da bi šel točno v Buri, ne, bi parkiral, ne vem, skoraj na Gorjancih lahko, ne, to avto je. Mogoče veste, kolikšen odstotek zaposlenih v prevozu se pripelje z avtobusom? Ja, enih 50% sigurno, ne. Pol se jih pripelje z avtobusom. Iz kje pa vse vozijo avtobusi? Dolenjska, Posavska, ne, pa potlej Bela Krajina, ne. Kaj se je pa kaj zanimivega zgodilo že na avtobusu? Takole? Ja, ajde, zdaj mogoče nekaj so malo boljši avtobusi, prej je bilo pa marsikaj, ne. Ja, naprimer? Ja, avtobus je crknil, je hitro spelo, je bil akumulator kriv, ne. Malo smo gledali. Ja, neč vsi ven, pa smo ga porinili, pa smo ga odšli, ne. Evo, pa je bilo rešen. Pa smo se peljali naprej, ne. No, Množični dogodki so za lokalno skupnost, v kateri se odvijajo, en poseben stres. Še posebej to velja za promet oziroma mobilnost. Namreč obiskovalci se morajo na zelo omejeno območje v zelo kratkem času pojaviti na eni točki. In organizatorji so poleg tega tudi pod v bistvu nekim pritiskom, da morajo dogodke organizirati s čim manjšim ogljičnim in čim manjšim okoljskim odtisom. Planica je eden izmed največjih množičnih dogodkov v Sloveniji. Tja pride več 10 000 ljudi v enem dnevu. In leta 2013 smo v Monoteri sodelovali s Planico na projektu Čista zmaga. Namreč izziv je bil, kako narediti dogodek čim bolj trajnosten. In Planica jasno tradicionalno je že veliko naredila na mobilnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker sama dolina je omejena, ni pretočna in ozka je. Kar pomeni, da spraviti tja naprimer 30 000 ljudi v enem dnevu je skoraj da misija nemogoče. Tako da tradicionalno so ljudje lahko že prihajali z avtobusi tja, to so redne linije, pa tudi posebni prevozi. Potem pa leta 2013 se je pa začela posebna akcija z vlakom v Planico. Torej uvedli so posebne linije vlakov iz več koncev Slovenije, ki so peljali do potem Jesenic in Hrušice. Od tja naprej so pa obiskovalci šli z brezplačnim avtobusnim prevozom. Kar je bilo posebej privlačno, zakaj so ljudi prepričali, je bila po eni strani cena vstopnice, namreč za vstopnico za Planico so dobili tudi 50% popusta na karto za vlak in pa potem brezplačen prevoz naprej. Drugič, način, kako so komunicirali to, to ni bilo samo na spletni strani Planice pa Facebooku, ampak
so v bistvu sami skakalci, športniki to promovirali. Jaz se spomnim, leta 2013 je Robi Kranjec po radiju rekel, letos gremo planico z vlakom. In seveda so vsi oboževalci, fani, to z veseljem pograbili in vsako leto skakalci hodijo eno vožnjo, naredijo z vlakom v planico, tam poteka tiskovna konferenca in s tem popularizirajo ta način, kako priti v planico z vlakom in avtobusom. Bi rekla, da je to neka win-win kombinacija. Prvič za organizatorja, ker s tem lahko spravi več ljudi na manj invaziven način v prostor. Drugič seveda za podnebje in okolje, ker se s tem zmanjša ogljični odtis. In nenazadnje, ampak zelo pomembno za same obiskovalce, ker lahko brezskrbno klepetajo s prijatelji na vlaku, ne razmišljajo o tem, ali bo gužva na cesti, ali bodo zamudili začetek, ali bodo dobili parkirno mesto. Dajte pomisliti, preden greste povsod z avtom, če mogoče ni boljš, da greste z busom, vlakom, kolesom ali pa peš, ne bo vam žal. In vedno preverite, kakšne načine dostopa vam sploh omogoča ciljna destinacija.